Ja bi vas najprej v imenu krajevne skupnosti vse skupaj prav lepo pozdravil. Zdaj z moje leve je podpredsednik krajevne skupnosti Marija Bunda, z desne direktor lokalne turistične. Sicer smo še povabili županjo in še nekaj drugih, ampak so se opravičili. Zakaj, na začetku mogoče, zakaj smo se odločili za ustanovitev krajevnega praznika? Predvsem to, da že kar nekaj desetletij, lahko rečem skoraj nazaj, se praktično nič ni več dogajalo v naši krajevni skupnosti, zato je bila ena pobuda, da spravimo neko družabno življenje nazaj v našo krajevno skupnost. Moram samo izpostaviti, da se čisto nič ne dogaja, gasilska društva so dokaj aktivna, vse ostalo pa je potem bolj slabo, pa šport. Nekje to smo se pač zadali, da se bar vse enkrat letno srečamo s krajane. Na koncu nam je fina ideja, da počastimo krajevni praznik, ker to bo prvi krajevni praznik v spominu dr. Frana Miklošiča. Moram reči, da je to bil izredno pozitiven odziv od občanov občine Ljutomer, šol, osnovne šole, Ivan Cankar, gimnazija, vrtec, ker vsem tem ustanovam smo poslali pismeno v vednost, kaj pripravljamo, in moram reči, da so se tudi odzvali, takoj odzvali in ponudili program. No, pa še to, da je naslednjo leto 200-letnica rojstva Frana Miklošiča. Tu še bila dodatna spodbuda. Pa še ena spodbuda je bila, ki jo ne smem pozabiti, naše kraje oziroma našo krajevno skupnost obišče kar precej turistov. Vse vemo, ker v naši krajevni skupnosti imamo kar nekaj biserov, Jeruzalem, železne dvere, pravzaprav sploh ne moram izpostaviti, ampak moram reči vseh 9 naselij, kateri so pod krajevno skupnosti železne dvere. No in večkrat so te ti turisti spraševali, če je kdaj tu kakšna prireditev, drugo, tretjo, in to je bila še ena spodbuda zraven. No, zdaj smo pripravili program sledeči. Krajevna skupnost je na zadnji seji lansko leto tudi sprejela sklep, da ustanovimo ta krajevni praznik. No, ob ustanovitvi krajevnega praznika pa smo pripravili sledeči program. Ob 9. uri pričetek pohoda po poteh kulturne dediščine, ki bo štart iz Ljutomera, iz Miklošičevega trga, preko Radomerja, Radomeščaka, Cerovca, Jeruzalem in nazaj v Radomerje, kjer bo potem osrednja prireditev. Na samem pohodi bodo seveda tudi okrepčevalnice, tu v Radomerju, pri rojstni hiši, potem v Jeruzalemu. Predvideni povratek pohodnikov je od 12:30 do 1:00 in do takrat se tudi prične potem ta slovesnost, če jo lahko tako imenujemo, oziroma ta prireditev. Najprej bo nastopala oziroma igrala godba Napihala oziroma ljutomerska godba, ki bo že pričakala pohodnike. Potem bo nastop pevskega zbora gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer. No, potem bo pozdravljen nagovor predsednika krajevne skupnosti železne dvere Marija Piklar. Potem pozdravljen nagovor županje občine Ljutomer, gospe magistre Knjige Karba. Moram reči, da se vam program izdelal točno po alinejah, kako bo se tudi odvijalo. Potem je zopet nastop zbora, nastop otrok vrtca Ljutomer, podružnice Glesovčak. Potem bo slavnostni govornik dr. Miroslav Novak, domačin. Potem še bo zopet pevski zbor, potem pa je nastop otrok osnovne šole Ivan Cankar Ljutomer, pa potem bo godba Napihala še malo, oziroma ljutomerska godba igrala. Po tem programu pa se preselimo 20 metrov niže, to predvideno okrog 14. ure, kjer bodo športne igre kraja krajevne skupnosti železne dvere in družabno srečanje. Tu so naši vrli krajani tudi pripravili
lovski golaž, turistično društvo Železne dveri bo pripravilo v gasilskem domu prodajno razstavo Bogač, peciva, taka bo kar pestro. No, za športne igre pa je zadolžen podpredsednik, to je 9 krajev. Lansko leto smo to na probo že probali izvesti, zato je tudi vse ta ideja, ker je bilo to kar uspešno. Tako smo tudi začeli ustanovitev krajevnega praznika. Seveda vas tudi v imenu krajevne skupnosti prav prisrčno vabim, da se udeležite tega prvega praznika, kar bomo seveda zelo zadovoljni in počaščeni, če boste nas obiskali z vašim, oziroma ko boste prisotni na naši prireditvi. Hvala lepa, bi še mogoče kakšno vprašanje, ali pa dam še besedo podpredsedniku glede športnih iger. Lepo pozdravljene. Ja, zdaj smo poskusili športne igre in to so z 9 vasi krajevne skupnosti. Ugotovili smo, da je veliko zanimanje krajanov. Udeležili so se v razen Jeruzalema vse vasi. Letos moramo spodbuditi tudi Jeruzalem, ne vem, tam je nam predstavnik vaškega odbora nam je zatajil. Imajo pa mladine in teh zadost. Tako da igre potekajo tudi na športnem poligonu tu v gostilni Starih Ras. Poteka tekmovanje v ruskem keglanju in pa v odbojki na mivke. Za letos smo se pa odločili glede lažjega točkovanja, da bomo dodali še vlečenje vrvi med vasmi. Ker lani je prišlo pač do malih nesporazumov glede tega, če je eden v odbojki zmagal, si mislil, da je potem avtomatski prvi v keglanju, pa je bil zadnji in po seštevku točk to ne vodi v prvo mesto. Tako da smo za letos se dosti bolj pripravili v tej zvezi in smo tudi sklicali sestanek s vsemi vodji ekip, da bomo se dogovorili, da ne bi prišlo spet do nesporazumov in pa kreganja kakšnega, tako da ćemo to speljati čim bolj transparentno in na prijeten in varen način. Ja, toliko. No, gre se pa tudi za prehodni pokal krajevne skupnosti. Ja. Kaj se gre, ker lani je dobro Radomerja, letos smo bili kako. Toliko glede... Ja, tu so se tudi izkazali kunčni prleki, ki smo jih povabili. Kunčni prleki so nas tudi dali določene, so nam sami svojih sredstev dali pokale, kar nas je seveda precej razveselilo. Vete, kak je kunčne prleke, je dobro imeti med sabo, ker nam bo prestrijo program s kakimi igrami, s kakimi skeči, tudi zaigrajo svojo muziko, ki je posebna. In tudi letos so vabljeni, tako da je pestro. Dobro, hvala podpredsednik, zdaj pa, če imam do kakšno vprašanje, glavni program, kot vidite, je praktično 9 ure do poldan do poznih ur, do večera, bi lahko rekli, celodnevni program. Ja, kakšno? Kako še vloga LTO? Vloga LTO-ja je lepo zdravljam v imenu Zavoda za turizem občine Ljutomer, LTO Prlekije Ljutomer in tudi v svojem imenu vas lepo pozdravljam. LTO se tukaj vključi kot promotor tega vsega, kajti take in podobne zadeve nekako pripomorejo k obogatitvi naše turistične ponudbe, kaj se tiče prireditev, kajti vedno poudarjamo, da je premalo prireditev na področju občine Ljutomer in takšen krajevni praznik, ki se ustanavlja zdaj tukaj v krajevni skupnosti Železne dvere, bo nedvomno pripomogel k prepoznavnosti kraja, pa tudi k večjemu obisku kraja. Tudi prišli tisti, ki bi radi nekaj takega doživeli, pa mogoče kakšni naključni gosti, mogoče tisti, ki bodo ravno iskali tisti dan, kakšno prireditev, to se večkrat zgodi, ko vprašajo, kaj pa je danes, kakšna glasba, kakšno ono, pa rečemo danes pa slučajno ni nič. Ja, pa vikend je, zakaj nimate nič, ne? In kot rečeno, v takšni funkciji in vlogi se bomo mi tukaj pojavljali in seveda to tudi podpirali.
Drugače pa pri pohodu tudi mi sodelujemo, ne, tam na začetku v Ljutomeru, drugače ima to čez turistično društvo Železne dvere Radomerje, pa bomo potem še videli, če bomo v Jeruzalemu pripravili vodenje za te pohodnike Cerkve Žalostne Matere Božje. V takšnem kontekstu se lahko zavod vklopi v ta praznik, se pravi ustanovitelj tega krvnega praznika. Tako, hvala. Še kakšno vprašanje? Je tu še mogoče pri pohodi. Pohod bo vodilo Planinsko društvo Ljutomer skupaj z turističnim društvom Železne dvere. Tako tudi oni sodelujejo v tej zadevi. Tako smo probali širšo skupnost potegniti v to prireditev.